Pozdravljeni! Danes odpiramo zgodbo. Zgodbo o tem, kako je narodno bogastvo v zadnjih 30 letih, no recimo, da je sistematično kopnelo. In ne govorimo o enem velikem filmskem ropu. Govorimo o nečem veliko bolj zapletenem, o dolgi senci tranzicije. Ja, to je res vprašanje za več milijard evrov. Kako lahko toliko denarja preprosto izgine? Odgovor, kot si lahko mislite, ni enostaven. In da bi ga razumeli, moramo iti res globoko, prav do temeljev slovenske države. Torej ne iščemo enega samega krivca, enega velikega poka. Predstavljajte si to bolj kot počasno, vztrajno puščanje. Sistemski razkroj, ki je nastal v teskih res specifičnih razmerah prehoda iz socializma. Stare mreže, veste, niso izginile. O ne, samo prilagodile so se in našle nove načine delovanja. Pa gremo na začetek, v divja 90. To je bil čas kaosa, rojstva nove države. In to rojstvo so zaznamovali, recimo jim kar surovi prijemi za moč. In seveda vojno dobičkarstvo. Prav takrat so se postavili temelji za vse, kar bomo videli kasneje. Te afere so res kot okno v tisti čas. Poglejte, Brnik, Maribor, na papirju humanitarna pomoč, v resnici pa obsežna trgovina z orožjem in to kljub embargu Združenih narodov. Ampak potem pride Depalavas. In takrat se je vse skupaj preselilo na najvišjo politično raven. To ni bil več samo posel, to je bila odprta vojna med vojsko in policijo. Si predstavljate? Ena največjih kriz mlade države, praktično takoj na začetku. In ko so se pištole umaknile, je na sceno stopil denar. Po tisti surovi moči 90-ih smo vstopili v novo obdobje recimo mu bolj prefinjenega plenjenja. Glavno gorivo, poceni krediti in seveda prave politične povezave. In tukaj se pojavi ta beseda, ki jo vsi poznamo. Tajkunizacija. Kaj to sploh pomeni? No, mehanizem je bil pravzaprav genialno preprost in hkrati uničujoč. Ne gre za to, da bi nekdo s svojim denarjem kupil podjetje. Sploh ne. Gre za to, da se je z denarjem državnih bank, torej z javnim denarjem, kupovalo podjetja. Ampak ne za javnost, ampak za peščico izbrancev. Poglejmo si ta cikel. Korak za korakom. Prvič, dobiš ogromen kredit pri državni banki, kjer sedijo pravi ljudje. Drugič, s tem denarjem kupiš podjetje, ki ga že tako ali tako vodiš. Tveganje? Tveganje ostane pri banki. In potem pride leto 2008. Celotna hišica iz kart se sesuje. In kdo plača račun? No, banke in posledično vsi davkoplačevalci. In če bi ta doba imela obraz, bi verjetno imela dva. Igor Bavčar in Boško Šrot. Postala sta kar simbola tajkunizacije. Njuna zgodba je šolski primer, kako s političnim kritjem in neomejenim dostopom do bančnega denarja zgradiš imperij. Ogromen, ampak krhek. In čeprav sta na koncu oba pristala v zaporu, je bila škoda za gospodarstvo že davno narejena. Ta vlak je že odpeljal. Ampak pozor, ta mrzlica ni bila omejena samo na klasični poslovni svet. Morda najbolj šokanten primer je propad finančnih holdingov mariborske nadškofije. Zvon 1, Zvon 2. Sliši se znano, kaj ne? Inštitucija, od katere bi pričakovali največjo mero etike, se je spustila v izjemno tvegane posle. In posledice? Uničeno premoženje več kot 60 000 malih delničarjev. In kam vse to pelje? No, posledica je bila povsem neizogibna. Vsi ti posli, vsa ta tajkunska posojila, vse to je vodilo naravnost tu? Ja, v velik bančni zlom. Račun je prišel na mizo. In kakšna je bila cena? Skoraj 5 milijard evrov. Ponavljam, 5 milijard. To je bil znesek, ki smo ga vsi skupaj, davkoplačevalci, plačali za reševanje bank. Bank, ki so bile popolnoma izčrpane od let, slabega upravljanja, političnega kadrovanja in korupcije. Operacija je bila res ogromna. Največje državne banke, NLB, NKBM, Abanka, so bile praktično na kolenih. Potrebovale so masivne finančne injekcije. In kam so šla vsa tista slaba posojila, tisti tajkunski dolgovi? Na tako imenovano slabo banko. Dobro, ampak zakaj? Zakaj se je to zgodilo? Je bila to samo smola, posledica svetovne krize? Ne, to ni bila neka nesreča na trgu. To je bila direktna posledica sistema. Sistema, kjer je politika obvladovala banke, kjer so se posojila delila prijateljem brez kakršnihkoli pravih zavarovanj in kjer so tisti, ki bi morali nadzoriti, preprosto gledali stran. To je šolski primer tega, čemu rečemo ujetost države.
Bi človek mislil, da se je po tem velikem resetu po sanaciji bank zgodba končala? Niti slučajno. Korupcija ni izginila, samo preoblekla se je. Postala je pametnejša, bolj skrita in preselila se je kam? V javna naročila, v velike državne projekte. Poglejmo samo nekaj primerov. Energetika, TEŠ 6, projekt, ki je postal sinonim za podivjene stroške. Zdravstvo, žilne opornice, preplačevanje medicinske opreme, razkriti karteli, ki so sistematično praznili javno blagajno. In potem pandemija. Tudi izredne razmere so postale priložnost za netransparentne nakupe mask, ventilatorjev in vsega ostalega. In če hočemo razumeti miselnost, ki stoji za vsem tem, potem je tu en citat, ki pove vse. Jaz na tvojem mestu ne bi plačal teh glupih davkov. To so besede ministra, ki svetuje poslovnežu. Glupi davki. To pove vse, kaj ne? Pravila so za navadne ljudi, za elito pa obstajajo bližnjice. In to je morda bistvo celotnega problema. In s tem počasi prihajamo do konca. In ko pogledamo nazaj na vsa ta desetletja, na vse te škandale, opazimo en vzorec. En zelo jasen in, odkrito rečeno, frustrirajoč vzorec. Vzorec nekaznovanosti. Zato, kar smo opisovali, obstaja tudi strokovni izraz. Ujetost države. Poudarek je na besedi sistem. Ne govorimo več o posameznih podkupljivih uradnikih. Govorimo o stanju, kjer so cele inštitucije, banke, regulatorji, morda celo deli pravosodja, podrejene zasebnim interesom. Kjer sistem deluje zanje, ne za javnost. In če potrebujemo en samcet primer, ki ponazarja to nekaznovanost, potem je to afera Patria. Spomnimo se, imeli smo pravno močno obsodbo takratnega predsednika vlade. To je bil res prelomen trenutek. Ampak kaj se je zgodilo na koncu? Sodba je padla zaradi postopkovnih napak, primer pa je zastaral. Konec zgodbe. Sporočilo? Precej jasno, kaj ne? Tudi najvišji so lahko nedotakljivi. In ta grafikon morda pove več kot 1000 besed. Na eni strani imamo celo goro škandalov in afer, ki so bile razkrite v zadnjih 30 letih. Na drugi strani pa peščico res zanemarljivo malo pravnomočnih obsodb ključnih igralcev. Ta razkorak, ta ogromna vrzel med razkritji in odgovornostjo, to je morda največja rana slovenske družbe. In tako na koncu pridemo do vprašanja, ki ostaja odprto. Ne gre samo za denar, za tiste milijarde, gre za nekaj veliko bolj pomembnega. Za zaupanje. Zaupanje v institucije, v politiko, v pravno državo. Kaj se zgodi z družbo, ko škandali postanejo norma, ko korupcija postane nekaj običajnega? Kakšna je resnična cena, ki jo vsi skupaj plačamo? To je vprašanje, o katerem je vredno razmisliti.